Hvala, Nastja. Torej, kot je že v praksi, zdaj bomo imeli še eno referentko in na koncu sklopa bomo čas še za vprašanja. Torej, zdaj nam bo Ivana Maričič, mlada raziskovalka na Muzikološkem inštitutu ter doktorska študentka programa Humanistika in družboslovje na oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2021 je na istem oddelku magistrirala z nalogo Kriki in šepetanja, vloga glasu v sodobni gledališki praksi, mentorja profesorja dr. Gregor Pompe in rednega profesorja dr. Mladena Dolarja. Za nalogo je prejela dekanino nagrado Filozofske fakultete. V okviru svoje doktorske raziskave se posveča zgodovini in epistemologiji muzikologije na Slovenskem od druge polovice 19. do sredine 20. stoletja. Kot publicistka občasno sodeluje s časnikom Delo, portaloma Odzven Centralala in Kritika Slovenskega gledališkega inštituta. Je članica programskega odbora Inštituta za delavske študije. Ja, Marko, hvala za besedo. Ne vem, a se me sliši? Ja, ok. Ja, vsi lepo pozdravljeni še z moje strani. Torej, danes bom predstavila politične in ekonomske pogoje možnosti institucionalizacije muzikologije na Univerzi na Dunaju na koncu 19. stoletja. Zanimalo bo me, kako sta meščanske revolucije in vzpon nacionalističnih gibanj vplivali na tripartitno institucionalno razdelitev vednosti na družboslovje, humanistiko in naravoslovje. Vprašanje družboslovja bom pustila ob strani in se osredotočila na odnos med naravoslovjem in humanistiko, še posebej pa na njuno nadaljnjo cepitev na ozko specializirane discipline, kar je botrovalo tudi rojstvu muzikologije. Ključnega pomena za razumevanje prve podobe akademsko pripoznanega polja vednosti o glasbenih umetnostih bo prenos lokalnih političnih previranj na polje uveljavitve tako imenovanega habsburškega pozitivizma. Izhajala bom predvsem iz izsledkov analize svetovnega sistema Immanuela Wallerstina, a se zaradi časovne omejitve ne bom spuščala v podrobno razlago njegovih konceptov. Raziskava je sicer del širšega projekta zgodovine oziroma epistemologije muzikologije na današnjem območju Republike Slovenije, ki je zaradi zgodovinskih povezav bilo močno povezano ravno z dunajskim akademskim prostorom. Torej, muzikologija je, tako kot večina modernih družboslovnih in humanističnih ved, otrok meščanske družbe. Zato se bom sprva zelo na kratko ustavila pri družbenih procesih, ki so porodili tovrstne struje preučevanja družbenih in umetnostnih pojavov. Če začnem pri francoski revoluciji, je ta, kot pravi Wallerstin, prinesla dve radikalni ideji. Prvič, idejo navadnosti, nujnosti in konstantnosti političnih sprememb, ter drugič, idejo premestitve suverenosti države iz rok monarha ali zakonodajnih teles v okrilje ljudstva. Raznolika diseminacija teh dveh političnih principov je oblikovala dva politična tabora, konzervativnega in liberalnega. Pozneje se je oblikovala tudi tretja politična opcija, ki pa ni imela dostopa do inštitucij, zato jo bom danes pustila ob strani. Zelo poenostavljeno rečeno so konzervativci želeli ohraniti stari hierarhični družbeni ustroj, medtem ko so liberalci zagovarjali postopne reforme, ki naj bi prek strokovnih meritokratskih meril ustoličile naravno hierarhijo. Med revolucijami 1948 in Prvo svetovno vojno so se po Wallerstinovi analizi izoblikovali jasni liberalni programi, ki so temeljili na konceptu državljanstva, dostopu do izobraževanja, pravni osnovi države, odprtosti javnega življenja ter preoblikovanju ljudstva v nacijo. In ravno nacija je postajala vedno bolj dominantna družbena vez, ki se je kmalu vzpostavila kot poglaviten horizont utemeljitve raznolikih, ne samo političnih, temveč tudi akademskih praks. Teorije nacionalizma so sicer številne, a pregled že peščice pokaže nacijo za prevprašljivo zgodovinsko znanstveno raziskovalno izhodišče.
Če vzamem le teorijo Ernesta Gellnerja za ostro razlikovanje med pojma nacionalizma in nacije, je za Gellnerja nacionalizem predvsem načelo, po katerem se morata politična in nacionalna enota ujemati. Vendar so nacije, citiram, kot naraven, od Boga dan način za razvrščanje ljudi, kot inherentna politična usoda, mit. Nacionalizem, ki včasih že obstoječe kulture spremeni v nacije, ki si nacije včasih izmisli, velikokrat pa obstoječe kulture izbriše. To je za Gellnerja realnost. Konec citata. Z drugimi besedami, ko govorimo o nacijah in nacionalizmu, je verjetno ključnega pomena, da nacije niso monolitne ali pa transhistorične danosti, temveč bi jih morda najlažje obravnavali v okviru zgodovine idej, če tudi gre za pojem, ki je obvladoval in do neke mere še dan danes oblikuje zahodno politično misel in prakso. Lahko bi celo rekli, da nacionalni sentiment ni prišel od spodaj, pač pa je nacionalizem prej rdeča nit, ki združuje srednji izobraženi razred z interesi kapitala in propadajoče aristokracije. Če sicer zelo poenostavljeno sledim potem zgodovinarja Pietra Judsona, je zavezništvo aristokracije in meščanstva lahko izsililo reforme, ki so monarhijo postopoma liberalizirale, obenem pa tovrstno mešano politično tvorbo soočile z različnimi protislovji. V primeru avstrijskega cesarstva je morda najbolj protislovna ravno vloga države pri formaciji narodne zavesti. Četudi je še dolgo ohranila fevdalne ekonomske pravne odnose in ni imela kolonij, se je želela bližati standardu drugih zahodnoevropskih dežel. In z obsežno birokratizacijo države je formirala tudi novi srednji razred, ki je vodil državno administracijo, proizvajal vednost in imel v rokah večino denarja, a obenem zagovarjal liberalne nazore, ki so bili po večini različni od trenutne družbene ureditve. Nacionalizem, ki se je oplajal z romantičnim imaginarijem idiličnih pastoralnih kmečkih podob in v številnih etnografskih, geografskih, zgodovinskih in ne nazadnje fiziognomskih raziskavah utemeljeval nevzdržnost enotnosti države ob številnih kulturnih, zgodovinskih in gospodarskih razlikah med nacijami, je politični boj vedno bolj zaostroval. Torej, na ta denarno in infrastrukturno podprt ideološki udar iz sredine se je morala monarhija seveda odzvati. Da bi omehčala rastoči nacionalno-politični projekt, je monarhija sicer šele ob koncu stoletja poskušala preusmeriti pozornost z etničnih razlik na podobnosti in s tem celo proslaviti heterogenost, ki obstaja v politični enotnosti. Zato je prestolonaslednik Rudolf svojemu očetu in cesarju Francu Jožefu I. posvetil megalomanski projekt v 24 volumnih, enciklopedijo Avstro-Ogrska monarhija v besedi in podobi, natisnjeno tako v nemščini kot tudi madžarščini. Delo, v katerega je prestolonaslednik upregel praktično celotni akademski pogon imperija, kar več kot 430 znanstvenikov in 230 umetnikov iz vseh kronskih dežel, številne svetovalce in bližjo družino, je bilo po njegovih besedah namenjeno dvigu splošne ljubezni do očetnjave. Vendar pa je usoda hotela, da je veliki etnografski projekt dosegel prav nasprotni učinek od želenega. Namesto, da bi različna ljudska plemena, kot je Rudolf poimenoval nacije, skozi enciklopedijo uvidela svojo svobodo in nujnost pri vztrajanju znotraj okvirov monarhije, jim je ta dal osnovo za vztrajanje pri nevzdržnih razlikah med posameznimi narodi. Torej, razlog za neuspešnost prestolonaslednikovega znanstvenega projekta bi lahko vsaj deloma poiskali tudi v prevladajočemu in predpisanemu pozitivističnemu pristopu k etnografskemu in zgodovinopisnemu raziskovalnemu delu. Zato si bomo zdaj ogledali pozitivizem, kot se je udejanjil na Avstro-Ogrskem. Če tudi gre za dokaj heterogen pojav, lahko izluščimo nekaj ključnih značilnosti tega gibanja. Njegove predstavnike je družila zavrnitev metafizike, boj proti spekulativni filozofiji, gojili so ambivalenten odnos do racionalizma ter oznanjali prevlado empiričnih metod raziskovanja, do rezultatov katerih so seveda prihajali s pomočjo induktivnega sklepanja. Poglavitna značilnost habsburškega pozitivizma začetka 19. stoletja je njegova odkrita politična motiviranost.
Ker je nemška klasična filozofija z nedvoumnim zagovorom francoske revolucije predstavljala nevarnost trenutnemu političnemu redu, se je avstrijska empirična metoda postavila kot nasprotnik nemškemu prevratništvu. To se je odražalo tudi v cenzuri. Kantove knjige so namreč prepovedali za dobrih 60 let. Habsburško pozitivistično gibanje se je postopoma institucionaliziralo prek niza izobraževalnih reform v prvi polovici 19. stoletja. Reforme so uvajale tako imenovani restauracijski pozitivizem, ki je zagovarjal hermetično preučevanje Biblije, poudarek na ohranjanju religioznih naukov v šolstvu, božansko utemeljenost enotnega cesarstva, tradicionalnih ureditev in vrednot. To je sprožilo protest pri liberalnih pozitivistih, samooklicanih dedičih razsvetljenstva in zagovornikov spoznavne moči empiričnega naravoslovja. Boj za pozitivizem je sredi 19. stoletja še posebej zaostrila politika Leopolda, grofa Thuna in Hohensteina, ministra za izobraževanje in religijo. Četudi je Leopold podpiral ta isti pozitivizem, ki so ga uvedle reforme z začetka stoletja, pa se v ministrovem zagovoru že najde prepričanje o pozitivistični politični neusiljivosti, torej nekakšni objektivnosti, neutralnosti znanstvene pozitivistične metode, prek katere pa je edini možen zagovor starega reda in uničenje novih razsvetljenskih vrednot. Po analizi zgodovinarjev Filaferja in Feichtingerja je najbolj odmeven odgovor na Leopoldovo strategijo prevod zbranih del Johna Stuarta Milla, ki ga je opravil avstrijski filozof Theodor Gomperz in z njim pozitivizem dokončno priličil liberalnemu projektu. Liberalni pozitivisti, ki so se zbirali prav okoli Gomperza, so s tem postavili naravoslovna epistemološka vprašanja in dileme za nepogrešljiv del slehernega raziskovanja, obenem pa iz domene znanosti izrinili tako teološka vprašanja, kot tudi spekulacije tradicije nemške klasične filozofije. Torej, zakaj vse to govorim? Da bi razumela, zakaj postane ravno naravoslovje prevladujoča znanstvena paradigma, sem se vrnila k Wallersteinu. Na horizontu analize svetovnega sistema je namreč razviden kapitalistični imperativ neskončne akumulacije kapitala, ki poraja, citiram, potrebo po nenehnem tehnološkem razvoju in nenehnem širjenju meja, geografskih, psiholoških, intelektualnih in tudi znanstvenih. Konec citata. Naravoslovje tako postane privilegirano področje vednosti, ker s tehnološkimi in znanstvenimi preboji služi tako liberalni družbi napredka, kot tudi profitom. Zato je muzikologija kot otrok poznega 19. stoletja ravno tako zavezana idejam o naravoslovju in napredku, četudi se njen samodoločeni predmet preučevanja kot specifično estetski predmet na prvi pogled upira tovrstnim znanstveno-objektivističnim težnjam. Prvi predavatelj na samostojni katedri za zgodovino glasbe je bil sloviti dunajski kritik in estetik Eduard Hanslick. Njegova zgodnja knjiga o glasbeno lepem je utemeljitev estetike kot, citiram, znanstvene discipline, ki teži k zadovoljevanju metodoloških aspiracij naravoslovja. Konec citata. Tovrsten program se je seveda skladal s predpisanim habsburškim pozitivizmom in res je nastop Hanslicka na katedri za zgodovino glasbe bržkone povezan z njegovim zgodnjim raziskovalnim programom. Vendar je Hanslick kot aktiven publicist in glasbeni kritik v dunajskem glasbenem življenju kmalu spremenil svoje poglede na umetnost in se postavil romantičnemu subjektivizmu, ki ga je prenesel tudi na polje glasbenega zgodovinopisja. Zadal si je torej projekt zgodovine dunajske glasbene produkcije iz lastne perspektive obiskovalca in strokovnjaka. S tem je Hanslick zavrnil pozitivistični program ter se spustil v kulturno zgodovino z osebno publicistično noto. Hanslick je profesuro sicer ne glede na svoja odvračanja obdržal, vendar univerzitetno vodstvo ni skrivalo, da se mu je ob Hanslickovi upokojitvi odvalil kamen s srca. Leta 1898 je univerza zaposlila Guida Adlerja, zagovornika znanstvenega, torej naravoslovnega pristopa k raziskovanju glasbenega. Adler se je že več kot desetletje pred zaposlitvijo zavzemal za glasboslovni projekt, ki bi ga združil z dosežki pozitivističnih metod in kot svoje geslo zagovarjal, citiram, analogijo med študijem umetnosti in metodami naravoslovja. Konec citata.
V znameniti razpravi iz leta 1885 Obseg, metoda in cilj muzikologije je področje muzikološkega raziskovanja razdelil v tabeli, ki so podobna vrstnim drevoresom v bioloških razpravah. Razprava je utemeljila muzikologijo kot znanstveno disciplino, ji, citiram, začrtala smer, zarisala njene glavne meje ter ji določila temeljno znanstveno orodje. Konec citata. Kot je razvidno iz tabele, je Adler razdelil muzikologijo na historično in sistematično. Historična muzikologija je, kot piše v razpravi, trda ali prava znanost, jedro vede o glasbi, ki zajema zgodovino glasbe, urejeno po obdobjih, ljudstvih, državah, deželah, provincah, mestih, šolah in posameznih umetnikih. Naj dodam, da je Adler v skladu s pravili svojega časa glasbo preučeval predvsem iz nacionalnega zornega kota, torej kot del pripovedi o kulturi tradicije neke nacije. Drugi, sistematični del muzikologije pa naj bi bil predstavitev najvišjih zakonitosti postavljenih v posameznih vejah glasbene umetnosti, ki lahko temelji tudi na bolj spekulativnih, neznanstvenih pristopih. K njej sodita tudi glasbena pedagogika ter etnomuzikologija. Lahko bi torej rekli, da je Adlerjeva zasnova muzikologije, ki je ostala v veliki meri še danes v veljavi po besedah muzikologa Matjaža Barba, plod avstro-ogrskega akademskega vrveža in seboj nasploh nosi pečat časa velikih cepitev v akademski sferi. Zdi se, da je to še posebej evidentno v delitvi raziskovalnega dela znotraj same vede, ki izhaja iz demarkacij, ki se danes zdijo domala arbitrarne, ukolikor teh ne razumemo v zgodovinskem kontekstu. Prevprašljiva je že recimo razmejitev muzikologije od etnomuzikologije. Po eni strani je 19. stoletje čas razcveta antropologije in orientalistike, ki naj bi Evropi pomagali razumeti neevropska ljudstva. Naloga, celo moralna dolžnost po Wallestinu vsakega Evropejca pa naj bi bila prinesti omiko in napredek manj civiliziranim. Glasba zunanjega ali oddaljenega drugega torej ne more biti predmet preučevanja muzikologije, saj ne ustreza civilizacijskim kriterijem domače glasbene produkcije. Adlerjeva muzikologija torej mora vztrajati na eurocentristični stavi. Ukolikor jo opusti, preneha biti Adlerjeva muzikologija, saj samo disciplina utemeljuje prav razcep duha med evropsko tradicijo glasbene umetnosti in glasbenimi praksami vseh ostalih kultur. Obenem osrediščenje na specifično razumevanje pojma umetnosti iz polja Musikwissenschaft izloči tudi glasbene prakse, ki so označene kot ljudske. Kot sem prej omenila, je 19. stoletje prineslo porast etnografskih raziskav, ki so se zanimale za domača ljudstva, bolj konkretno za glasbeno kulturo kmečkega prebivalstva. Če smo pri vprašanju etnomuzikologije govorili o zunanjem drugem, je ljudska glasbena ustvarjalnost glasba notranjega drugega. Torej, od evropske umetnostne glasbe se ta torej ne razmejuje geografsko ali nacionalno, temveč prek pojma lepega, onostranskega, transcendentnega, vsega tistega, torej, čemur so v 19. stoletju rekli umetnostna religija. Pomembno je torej, da Adlerjeva muzikologija ne govori o glasbi, temveč o glasbi z veliko začetnico, dojeti izrazito romantično kot izraz skladateljskega genija na notnem črtovju, ki za svojo reprodukcijo terja velik infrastrukturni, finančni in pedagoški pogon ter množico glasbenih delavcev. Obe razmejitvi se torej zanašata na sam pojem umetnosti, za katero pa se zdi, da zamolči svoj manko znanstvene, zgodovinsko utemeljene in koherentne teorije. Adlerjeva muzikologija je dedič specifičnega romantičnega pojmovanja umetnosti, ki se obravnava nad svojo družbeno funkcionalnostjo, se torej ne razume kot neka družbena praksa, temveč si ta status celo odreka, s tem pa samo sebe povzdiguje do statusa večnega in univerzalnega. Ker sleheren zgodovinski pregled pogojev možnosti tovrstne estetistične stave to postavi nazaj na trdna tla in prikaže prostorsko, časovno, družbeno in celo razredno pogojenost tovrstnih predstav o polju umetnosti, Adlerjeva muzikologija ne more govoriti o ničemer razen o glasbi, ki se prilega glasbeni teoriji, deducirani iz zgodovine glasbenih oblik, ki jih je ta ista Adlerjeva muzikologija označila za relevantne v zgodovini zahodne umetnostne glasbe. Gre torej za preprosti primer krožnega sklepanja.
Glasbeno delo sodi v zahodnoevropski glasbeni kanon, če ustreza kriterijem glasbene teorije, ki je izpeljana iz norm določenih prek tega istega glasbenega kanona. Prav ta hermetični krog kot podlaga sleherne muzikološke raziskave, ki se ravna po Adlerjevi utemeljitvi, pa je okvir za muzikološko zgodovinopisno produkcijo utemeljeno na naravoslovnih, torej po 19. stoletju, znanstvenih metodah. Ne vem, če imam še čas za sklepe, končam. Okay, torej nekaj zaključnih teoretskih sklepov za nadaljnjo raziskavo. Prvič, Wallersteinovo teorijo o vzponu liberalnega programa od sredine 19. stoletja naprej tako lahko opazujem tudi na ravni institucionalizirane produkcije vednosti. Spori o metodi spremljajo sleherno vejo vednosti, vendar njihov presek v času in prostoru le redko nakazuje na individualne spoznavnoslovske kaprice znanstvenikov, bolj plodno pa jih je opazovati kot del širše politične in ekonomske slike, kar vidimo tudi v primeru o pozitivistični metodi med liberalnim in konzervativnim taborom. Namesto, da bi se ukvarjala s posameznimi akterji, njihovimi zamisli in kapricami, jih bom raje obravnavala kot agense zgodovinskih silnic, ki privedejo do uveljavitve različnih spoznavnih modusov ali paradigem, reprodukcije in produkcije vednosti ter pripadajočih institucij v nekem času in prostoru. Drugič, ko opazujem tovrstne boje za paradigme produkcije vednosti, je pogoj možnosti vznika spopada za paradigmo nekakšna dvoumnost prav te paradigme. Ta je lahko bodisi plod teoretske nedodelanosti ali luknjičavosti samega pojmovnega aparata te iste paradigme, bodisi različni tabori gojijo implicitne ali eksplicitne teorije o tej paradigmi oziroma njenem pravem političnem programu, ki jih uveljavitev te znanstvene paradigme prinaša v politični sferi. In tretjič, prestolonaslednikov projekt enciklopedije, ki bi vse etnije pomirila pod streho enotnega političnega vodstva, v nazaj lahko obravnavamo kot obsojenega na neuspeh iz več razlogov. Prvič, sam projekt je v svoji zasnovi namreč predpostavil že oblikovane nacije, s čimer je tudi uradno z monarhovim pečatom pritrdil liberalnim nacionalističnim projektom. Poleg tega pa je s privzetjem uradne univerzitetne humanistične metode monarhije, torej pozitivizma, pritrdil tudi Gompercovi nedvoumno liberalni zastavitvi empiričnega preučevanja. Primer prestolonaslednikove enciklopedije tako poblizu prikaže, da so oblastna razmerja povezana s produkcijo vednosti v dvosmernem dinamičnem odnosu. Hvala.